Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Ostanite še naprej na naši strani. Še vreme? Na željo astmatikov je pomlad končno tukaj. Dnevu lutk danes sledi Svetovni dan poezije. Ob tej priložnosti vam predstavljamo nekaj misli soorganizatorja pesniških večerov z naslovom Mlade rime Dejana Kobana. Za moje pojme poezija ni nekaj od ne vem kakšnih višav, bogov in ne vem koga poslana, ampak je pač pride iz človeka ven in tudi človeka nazaj gre, ne? Se pravi v gledalca. To je čist nekaj normalnega, tako kot zdaj sklela, da tole kavo pijem ali pa karkoli. Lutke smo si ogledali tudi pred začetkom predstave Hiša Marije Pomočnice v Mladinskem gledališču. Lutke so delo režiserja predstave Silvana Omerzuja. Mislila sem, da sem šele zaspala in da me kliče Roza, ki ne more spati. Pa se je že danilo. Roza pa je klečala ob moji postelji z glavo med koleni in bila je mrtva. Ob svetovnem dnevu lutk je vsevedna žaba iz predstave Trnulčica vsem zaželela en vesel lutkarski praznik in prvi pomladni dan. Za nas jo je animirala Jelena Sitar-Cvetko, umetniški vodja Lutkovnega gledališča Ljubljana. Ja, to je ena čarobna žaba, ki že vse ve naprej, kaj se bo vse zgodilo in kaj se ne bo zgodilo in pravzaprav ve več kot vsi ljudje. Tako kot sicer lutke vejo več kot vsi ljudje, a ne? In žaba vam želi en vesel lutkarski praznik in prvi pomladanski dan. Slovenija, 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 kulturac. Udeležili smo se akcije Varstvo dvoživk v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Ker množica povoženih žab na cestah lahko privede do uničenja cele populacije dvoživk, se tudi pri nas že najdejo prostovoljci, ki tem koristnim dvoživkam pomagajo. Če ste se kdaj sprašvali, zakaj je ta zelena, majhna, nizka ograjica nasproti živalskega vrta ob večni poti v Ljubljani, se takole vije skozi ob cesti, je odgovor zelo preprost. Evo, tukaj ga je. Tukaj je odgovor. Mislim, da bo žrtvo. Žrebali boste. To je zdaj kao ona. V tem času se v bistvu žabe in druge dvoživke selijo od zimskih prizemljališč v letna in dostikrat, ker imamo v bistvu Slovenci tako infrastrukturo urejeno, ravno to pot v bistvu sekajo ceste. In zato smo razni ljubitelji živali, pa tudi strokovnjaki ali pa amaterji, herpetologi, letos kar množično po celi Sloveniji stopili v akcijo in v bistvu pomagamo tem dvoživkam na pot in jih prenašamo z ene strani ceste na drugo. O aferi Sova in podobnih rečeh, komentar dneva, Miro Petek. Pozdravljeni. Politika so dejstva, politika so tudi mnenja. Dejstvo je, da predsednik parlamentarne komisije za nadzor tajnih služb, dr. Pavel Gantar, niti po 3 mesecih ni uvrstil na dnevni red osnutek poročila o domnevnem dogovarjanju med Janšo in Sanaderjem v Piranskem zalivu. Sova je bila afera, Sova je bila škandal in ljudje imajo pravico zvedeti, kaj se je dogajalo leta 2004. Politika pa so tudi stališča in mnenja in moje mnenje je, da si opozicija več ne želi, da bi to poročilo obravnavali in da bi stališča ter sklepi postali javni. Sovo bo opozicija očitno potisnila v pozabo, ponovno pa bodo odprli priljubljeno trgovino z orožjem. Trgovino, v kateri se bo spet prodajala stara in že ponošena šara, ki jo le še redko kdo kupi. Trgovina z orožjem, ki jo nekateri patetično in poetično imenujejo kot mati vseh afer, ni nikoli končana zgodba. Pisati in pripovedovati je mogoče v vsakem trenutku in vsaki priložnosti. Če že niso pri roki kakšni ponarejeni dokumenti kot dosje 13, potem se potencirajo dvomi in govorice. Parlamentarna Cviklova preiskovalna komisija, ki preučuje nakup kolesnih oklepnikov 8x8 in posega tudi v prva leta osamosvojitve, ima kar 4 svetovalce. Še nobena preiskovalka doslej jih ni imela toliko. Med njim je tudi Mitja Klavora, ki je najbolj vnet pri brskanju dokumentacije v tihi sobi slovenskega parlamenta, kjer je shranjena zaupna dokumentacija. Kdo je tu kura in kdo je lisica?
Delegacija Mednarodnega inštituta za tisk je v Slovenijo prišla na pogovore s predstavniki medijev in politike o vplivu države na medije. Direktor inštituta David Dedge je za največji problem označil predvsem pomanjkanje dialoga, nekaj malega pa je povedal tudi o financiranju. We have some concerns about the independence of some of the bodies that are involved in the media space in terms of perhaps the government funding. I actually feel that there is a cascade effect in terms of government funding going into funds that actually then fund companies which in turn may well have media holdings. Slovenska vlada je pri Hrvaški protestirala, ker predstavnica sklada kmetijskih zemljišč ni mogla obiskati Joška Jorasa. Ob napovedanem obisku direktorja sklada pri Jošku Jorasu smo tiskovnega predstavnika vlade Valentina Hajdinjaka vprašali, ali ga namerava slovenska policija zaščititi. Glede na odgovor ni nenavadno, da se je direktor sklada kasneje premislil. Kaj se bo jutri zgodilo, ne vem. Ali bo šla slovenska policija z njim vprašati slovensko policijo? Ali ministra Mateja? Vlada je sprejela predlog, po katerem se bo minimalna plača s 1. marcem zvišala za 28 evrov. Predlog sprememb zakona bo poslala v Državni zbor za obravnavo po nujnem postopku. Ministrica za delo, družino in socialne zadeve Marjeta Cotman je takole predstavila vladno odločitev. Pazljivo glejte, čarobno je. Vlada je s tem izpolnila še tretje ukrepe, prvo je pristopila k izboljšanju položaja upokojencev z zakonom o varstvenem dodatku, potem spremembo zakona o družinskih prejemkih v zvezi z otroškimi dodatki, z dohodninsko zakonodajo in sedaj še za minimalno plačo. Hvala lepa. Toliko na kratko z vaše strani, takšno vprašanje za ministrico. Vprašanje ni, ministrica, hvala lepa. Ljubljano je na uradni obisk prišel predsednik poljske vlade Donald Trump, Tusk. Slovenskim premierjem Janezom Janšo sta v pogovorih posebno pozornost namenila Lizbonski pogodbi, krizi na Balkanu ter odnosih EU z Rusijo in širitvi NATO. Podpiramo to širitev in tako Slovenija kot Poljska podpirata tudi vključitev držav na vzhodu, še posebej Ukrajine, tudi Gruzije v pripravljalne načrte za članstvo v NATO. In kljub temu naj bi s takimi cenami vinjet pobrali uporabnikom avtocest še več denarja. Na osnovi teh konzervativnih številk pridemo do 20 milijonov evrov, ki jih poberemo za tem sistemu več kot primerjave z obstoječim. Vlada je potrdila načrt uvedbe vinjet s 1. julijem. Cena letne vinjete bo 55 evrov, polletne pa 35 evrov. Letna vinjeta za motorna kolesa bo stala 22 evrov. Prometni minister Radovan Žerjav je takole predstavil novo vladno ponudbo. Glejte, napeto je. Gre za cene, ki so izredno privlačne, ugodne in s tem želimo pritegniti kar največ državljank in državljanov, da bodo seveda v čim večji meri uporabljali avtoceste in ne sporednih cest. Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. V današnjih vesteh Igor Bavčar se odrekel bogatstva in izruval zlati zob. Gregor Golobič Denisa Sarkića priznal za pol brata. V slovenski parlament prihaja cirkus Mojre Orfej. Kolinska predstavila nov sladoled, lučko v obliki Aleša Guliča.